Preden gremo nazaj k maskam, dve taki malo bolj zanimivi stvari še pokažem. In sicer, če vsi odprete vajo 15, da gledamo tole datoteko. Pa dajmo izbrati mapo oziroma plast original. Jaz bom malenkost povečal tole. Torej, kako bi zdaj mi označili tele noge? S katerim orodjem? Ja, zdaj, tukaj pa že imaš problem, ki ga Magic Wand ne more rešiti, ne? Da je zelo močen preliv se dogaja, ne? In več različnih barv, s tem, da pri recimo teksturi nog oziroma pri teksturi superg napram ozadju zelo težko, ne? Dosti lažje bo, če začnemo tukaj uporabljati zanko, ne? Laso, oziroma v tem primeru dajmo poligonsko zanko. Se še spomnimo, kje je? Tretja po vrsti in pa, če držite z miško, da pridete spodaj, ne, do poligonske zanke, oziroma s črko L. Začetna je tista, ki je bila zadnja izbrana. Ne, tudi ko že imaš izbrano orodje, ne? Aha. Kjer je že tale repek, to začetna. Ali je to začetna? Ja, to pa se boš mogla zapomniti. Mislim, repek je, torej aktivna točka je zgoraj levo, ne? Tako kot je bi bila pri miški, ne? Se pravi, tukajle, kjer se, ne? Veš, tole je sicer ikonca, ampak tukaj pa imaš eno miniaturno miškico, ne? Ja, in je to začetek. Tako, čista ta pikica zgoraj levo, ne? Ok, pa dajmo označiti celotne noge s tem, da minimalno več, ne? Ker jih bomo premaknili na svojo plast. Torej, da nismo čisto na robu, ne, ampak da označimo še malo ekstra ozadja. In bom šel jaz tudi zraven to početi, ne. Torej, jaz minimalno več, zato ker takrat, ko bo potem bomo stvar zbrisali, želim, da ne ostane več nič ekstra prostora. Tako. Tudi superge. Pojdi kar malo še noter, ne, da boš videl več. Tako, ja, in zdaj pojdi okoli. Kako zaključim, ko bo Ti je označil? Ne. Ne, še? Klikniti moraš na prvotno točkico, ne. Se pravi, pri poligonski zanki je bistvo, da potem kliknete na koncu na tisto točko, s katero ste začeli, ne. Miška se bo mičken spremenila in bo ikonca, en tak mečken krogec bo pri miškinem kurzorju in s tem zaključite selekcijo, tako da dobimo premikajoče se mravljice in s tem selekcijo. Smo? No, zdaj bomo najprej skopirali to selekcijo in jo
premaknili v svojo plast. Torej, ne pozabiti, imamo označeno pravilno plast, imenovano original, in potem gremo na Layer, New, Layer via Copy, oziroma Ctrl-J. Layer, New in pa Layer via Copy, tako da dobimo noge na svoji plasti. Ja? Ne, sem že premaknil tele nogice na svojo plast, tako da lahko kar iz tega delaš tukaj. Že imaš. Ja? Bi lahko recimo to naredil na sami sliki, tudi se zapoznačimo na ta način? Kako to misliš? Imaš recimo te mravljice, da greš za desnim klikom enako, ne? Čakaj, zdaj kaj si rekel, moramo narediti smo mravljice, no? Tako, ja, Layer, New, Layer via Copy, oziroma Ctrl-J. In tukaj lahko zdaj vidimo, ne, da imam novo plast, kjer so samo tele nogice na tej plasti. Ja? In zdaj nekaj, kar še nismo naredili, je označevanje plasti glede na vsebino. Če držim tipko Ctrl in kliknem na neko plast, ki naprimer ni čez cel dokument, ne? Če bi recimo zdaj kliknil na ozadje, označi cel dokument neuporabno. Ne? Ampak v tem primeru pa imamo zdaj mi neke nogice. Ne? Imamo točen obris okoli teh nog, ne? In ta obris, ta podatek lahko zdaj mi še enkrat uporabimo. Ne? In v tem primeru jaz držim tipko Ctrl in kliknem na te nogice. Kaj se je zgodilo? Mravljice se vrnejo. Ja, če držiš tipko Ctrl in klikneš na tele nogice, ja, na slikico. Ja, evo, vidiš, imaš mravljice. Dobro. In zdaj skrijemo to plast, ki smo jo naredili, tako da se vrnemo nazaj na originalno sliko. In še enkrat izberemo originalno sliko, torej plast original. Ja? Pa da vidimo, če ste si zapomnili, kako bi napolnili tole zdaj z ozadjem, za uporabo pametnega algoritma. Ampak kako bi napolnili? Že ta beseda bi morala malo... Ja? Kje točno najdemo fil? Lahko z desnim klikom, lahko pa na levi strani. Kaj pa v meniju? Na image fill. Edit in pa fill. Torej, edit in fill. In zdaj tukaj izberemo Content Aware. Mogoče samo da preverite, mode je normal in opacity je 100% in damo OK. Čez nekaj sekund nogic ni več. Nisi skril nogic še iz prejšnjega koraka. Katero barvo pa izbereš? A samo zbrišeš? Content Aware moraš imeti izbrano. Samo to? Tako. Pa 100%. Ja, in nisi skrila nogic iz prejšnjega koraka. Zakaj se pa pojavlja taka lisa pa notra, to pomeni... Samo sekund, ko si dala še enkrat predi fill, tako. Moš 100% biti. Fill in tukaj moraš imeti 100%. Ja, okay. Ja, zdaj pač mislim, gre za približek. Zdaj, nikoli ti algoritmi ne bodo popolni. Ne? Jaz sem dobil zdaj to, vi ste dobili mogoče kaj drugega. Za
namen te vaje je to good enough. Ne? Zdaj, v drugem primeru bi mogoče lahko naredili manjšo selekcijo in potem ne, šli samo tole polniti. Ampak zaenkrat je to good enough. In zdaj vrnemo nazaj plast z nogami in pa se znebimo selekcije z select in pa deselect oziroma control D. Torej, v meniju gremo v select in pa potem deselect, tako da dobimo oziroma zgubimo mravljice. Kako lahko narediš, da imaš več? Kaj sem naredila? Jaz sem A se ja, zdaj... Ti si premaknila eno plast na drugo, tako da potegni zdaj to plast dol nazaj, vidiš to črtico preveč, tako, ja. Vidiš črtico? Ja. Ja, in potem, ko spustiš, imaš, ne? Kaj sem pa zdaj naredila? Že prej mi je kazalo tam na psku tole. Ja. Kaj sem pa naredila? Nekaj sem od tam skopirala. Načeloma lahko zdaj tole uporabljaš, tako da Ja, nekaj sem imaš, ne? Kaj se Ja, naredimo, isto polnila samo si z neko drugo stvarjo, ne, prosim? Samo deselect. CTRL-D. Ja, tako. In zdaj bomo pa, Mojca? Zdaj bomo pa spoznali eno novo orodje za deformacijo. In sicer zdaj podrobno še enkrat pogledajte, kaj imamo. Ne? Imamo nek objekt, ki se ne drži skupaj. Ne? Noge so narazen in je odmaknen od samega ozadja. Ne? Torej, samo ozadje je popolnoma nepovezano z tem objektom. Ne? Če bi recimo jaz skril ozadje, lahko vidimo, da ne, transparenca vse okoli, je pa zdaj malo še okoli teh nog, ki nam za to trenutno vajo nas niti ne moti. In se zdaj vrnem nazaj, vrnem tole ozadje in imejmo pozorno označene zdaj nogice za naslednji korak. Gremo v Edit in pa izberemo tukaj malenkost nižje pod Fill, je Puppet Warp. Edit in pa Puppet Warp. Pa ne še ničesar klikniti, prosim. Zato, ker imaš izbrano napačno plast. Pojdi en korak nazaj, zdaj imaš izbrano ozadje in zdaj gremo takole. Ja? Pa ne še nič klikniti. Mojca? Ja? In kaj izberem? Puppet Warp. Zdaj nimaš izbranih nogic. Izberi nogice najprej. Ne, te nogice. Te. To zdaj skrivaš. Izberi plast. Tako, ja. Pa to, da jo še vidva. To. Ja, to lahko pustiš pri miru. Zdaj pač nimaš še vidne. Evo, tako. No, zdaj pa izberi plast. Ja, in zdaj pa idi Edit, Puppet Warp. Zdaj pa po. Tako. Puppet. Tako. Ja? Ja? Ja. Dobro. Puppet Warp je en algoritem, ki boste zelo hitro zakapirali takoj, ko bomo postavili prvo točko v ta dokument. Predstavljajte si voodoo lutko, ne, kjer zapičimo eno točko, zapičimo drugo točko in jih začnemo premikati. Ne, in on bo začel deformirati glede na tiste kontrolne točke. In zdaj bomo rekli, da približno razumemo, kako človeško telo deluje in kje so kosti v človeškem telesu. In bomo rekli, ok, ne, postavimo eno točko na rit in drugo točko na koleno. Torej, eno točko kliknem, ne, naenkrat je postavilo ta prvo točko, kliknem drugič, kliknem tretjič
Ja. Pa bom še na drugo stran telesa naredil isto. Kliknem na red, kliknem na koleno in kliknem na peto. Torej imam 6 kontrolnih točk za ta korak. Ja, smo? In zdaj bomo prijeli eno od teh kontrolnih točk in jo začeli premikati. Torej, prijel bom koleno in začel premikati malenkost višje. In zdaj, če si zapomnimo, da smo imeli 6 kontrolnih točk, pač vsako od teh kontrolnih točk lahko premikamo. Zdaj, on ne ve, kaj točno je zdaj tukaj. Zato je neka malo bolj gumijasta zadevščina. Ampak kakorkoli začnem premikati, če se zavedam tega, da se kost ne more raztegovati, za razliko od gume, pač lahko premikam približno enake razdalje ohranjam. In začnemo dvigovati te točke, dokler ni vse skupaj dosti višje. In v trenutku, ko želimo to deformacijo potrditi, lahko kliknemo tukaj zgoraj na kljukico ali pa pritisnemo tipko Enter desno spodaj na tipkovnici. In zdaj lahko recimo primerjamo en in drugi korak. Kaj smo... Ja, jaz imam zdaj pač eno izmed nogic, vi bi lahko recimo šli v Window pa History in bi lahko recimo skočili na prejšnji korak, da si zdaj izklopim takole, in lahko skačem in vidim, kakšna zelo velika sprememba se je v bistvu zgodila v dokumentu za eno samo deformacijo. Torej, še enkrat je pomembno, da razumete, da če želimo zdaj nekaj spreminjati, kot bi bilo recimo človeško telo, je pomembno, da se ena stvar od druge ne dotika. Torej, če bi jaz imel zdaj fotografijo, kjer imam roko to, ne morem, bi mogel najprej v bistvu to roko vzeti na svojo plast, zdaj pa jo lahko deformiram, ampak moram zdaj tukaj pol nekaj napolniti, ker imam nekaj premalo podatkov. Tako da smo mogli zdaj mi najprej zapolniti ozadje, da pač je kolikor toliko primerno bilo in zdaj pa lahko začnemo stvar normalno premikati. Pa dajmo izklopiti vse plasti in se vrnemo na čisto spodnjo plast, kužki. In zdaj, na eni izmed prvih vaj smo imeli orodje Spot Healing Brush, s katerim smo odstranjevali mozoljčke, se pravi majhne pikice. Zdaj pa ista tehnologija obstaja za večjo površino v dokumentu. In sicer se temu orodju reče Patch Tool. Najdemo ga na isti točki, kot je Spot Healing Brush. Torej, če kliknem z miško in držim, imamo prvega po vrsti Spot Healing Brush in pa tretji po vrsti je Patch Tool. Z tipko J lahko pridemo do tega orodja in pa potem z Shift J skačemo med orodji, tako da pridemo do Spot oziroma do Patch Tool. Tako, ja. Patch Tool, tretji po vrsti.
Pa dajmo čisto za hec še desno klikniti v orodni vrstici na tole orodje in izberemo Reset Tool, tako da vsi delamo na za istimi nastavitvami. Torej, kliknite na prvo ikonico v orodni vrstici, kontekstualni orodni vrstici in pa izberite Reset Tool. Zdaj, Photoshop ima zdaj nekaj generacij pametnih oziroma orodij za kloniranje, torej za kopiranje iz ene točke na drugo. In Patch Tool ima zdaj dve generaciji algoritmov noter shranjenih, torej dela star, malo slabši način in nov, malo bolj kvaliteten način. Pa bomo mi definitivno vedno izbrali malo bolj kvaliteten način. In sicer tukaj v spustnem meniju bomo izbrali iz Normal v Content Aware. Kaj pomeni pravzaprav content aware in a sense? Takrat, ko smo prvič polnili, algoritem si bo v okolju tistega polja, ki ga mi polnimo, poskušal razumeti neko teksturo oziroma kako se neka vsebina bi lahko nadaljevala. Tako, poskuša predvidevati. Ko smo recimo označili mi noge in jih premaknili na novo plast, ko smo želeli napolniti tisto, smo izbrali tiste noge in šli v fill in izbrali Content Aware. In kaj je on naredil? Vzel je vse okoli tistega, celo ozadje in poskusil predvideti, kaj bi lahko bilo tukaj odzadje. Kako bi se lahko tole nadaljevalo, če bi. Enako, ko smo recimo sestavili več fotografij skupaj, kako bi se zdaj to lahko nadaljevalo. Vedno poskuša predvideti. In nikoli ni enak algoritem. Tako da, če recimo nismo zadovoljni z enim rezultatom, lahko ponovimo to in bomo dobili drug rezultat. In ponovimo in bomo dobili spet drug rezultat. Tako da tehnično pač on vsakeč znova poskusi čisto do drugega rezultata priti. In zdaj, prva stvar, izberimo pravo plast. Plast kužki. Kaj nam zdaj Patch Tool omogoča? Patch Tool nam omogoča, da tako kot za zanko najprej označimo nek del, nek objekt, neko stvar, ki jo želimo odstraniti v dokumentu in potem povlečemo to označbo na neko drugo lokacijo, iz katere naj on črpa podatek. V tem primeru imam zdaj jaz ozadje, torej neko teksturo, rak je v slovenščini preproge, in bom zdaj označil to knjigo in jo povlekel sem, zato da jaz definiram, da naj iz te proste površine jemlje informacijo. Pa dajmo. Torej, grem jaz malenkost še noter, tako da lahko označim. Imam izbrano, torej Patch Tool in grem okoli te knjige in če bi držal tipko Alt, bi se to spremenilo v poligonsko zanko in bi lahko samo kliknil, ampak sem mazohist in tega nisem naredil. Tako, torej, dobili smo označbo. Če ti je zginilo, greš lahko z Undo in... No, super. To pomeni, da si malenkost prehitela, pa se vrni nazaj z Undo. Ja? Tako, evo. Zdaj pa,
ko imamo izbrano to polje in, pozor, imamo izbrano tukaj Content Aware. Preprosto primem to označbo in jo potegnem na površino, iz katere predvidevam, da bi lahko črpala dovolj kvalitetno informacijo. Nisem še spustil, ne? Vsakič, ko premikam, ne, lahko zdaj tukaj vidite, da se tekstura spreminja. Ne? In zdaj lahko bi si vzel čas, ne, in premaknil točno tako, da vem, da se približno tako nadaljuje, tako da se ponavlja ta pattern, ne? In takoj, ko spustim, je on napolnil to stvar skozi posodobljen algoritem in poskusil predvideti in teksturo in kako bi se ta stvar lahko ponavljala. Ne? Can we like have another 100 classes of this? Zdaj, ne, malenkost še je težavic, ne, zato ker imamo tukaj le malo senčke, jaz sem premalo tudi označil, ne, in bi lahko zdaj določene te koščke šli zdaj noter in gremo, ok, ne, tale del me moti, dajmo to vzeti, ne, in potegnem na neko drugo točko. Evo, ne, pa me tale del moti, pa dajmo tole zdaj potegniti na drugo točko, pa me recimo še tale košček moti in bom ga potegnil sem. Ne? Dobro, kako potrdiš to? Samo spustiš. Ena zanimivost, ne? Mi smo to zdaj delali na isti plasti. Ne rabimo tega delati na isti plasti. Če bi naredili novo plast, imamo tukaj izbrano možnost Sample All Layers. In to pomeni, da vse, kar on vidi, vzame kot podatek. Torej, jaz bi lahko, če grem nekaj korakov nazaj, tako da se mi vrne knjiga, bi lahko kliknil tukaj, zdaj ne vidite za tega, ker je ravno na črni, ampak v panelu plasti pred zadnja ikonca nova plast. Ne? Oziroma, če gremo v meni Layer, imamo New in pa potem Layer. Oziroma Control, Shift in pa N. Ja? In zdaj, ker imam izbrano novo plast, ne, imam jo aktivno in imam izbrano Sample All Layers, lahko v trenutku, ko zdaj potegnem to isto, kot sem prej naredil, bo to informacijo on shranil na ločeno plast in ne bo uničeval spodnje plasti, torej jaz imam še vedno spodaj to informacijo. Ne? Če, na primer, začnete neke mozolčke ali pa neko vsebino iz fotografije odmikati, ne, lahko recimo to delate nedestruktivno, se pravi, se kadarkoli vrnete nazaj na original. Ja? Potem je vedno fajn delati z tem layering v mislih. Zagotovo je vedno pametno delati nedestruktivno, ker lahko vedno se vrneš nazaj. Ne. In zdaj, ja, mi na tej točki bi lahko recimo spoznali ta prvo orodje, ki nam je nekako omogočilo vse to, in sicer to je Clone Tool. Clone Tool dobimo 2 točki nižje od trenutnega orodja. In sicer do njega pridemo z črko S. Pa dajmo narediti isto, dajmo tukaj le desno klikniti in dati Reset Tool, oziroma lahko damo kar Reset All Tools, da se nam vse
vsa ta orodja resetirajo na začetne nastavitve. In zdaj, kako deluje Clone Tool? Clone Tool nima nobene pameti, bom tako rekel, ne? Deluje, da mi definiramo eno začetno točko, iz katere on črpa informacijo in pa začnemo risati po drugi točki in on bo iz te iste točke začel kopirati vsebino iz slike. Kloniral, ne? Torej, mi začnemo z eno začetno točko in potem začnemo risati. In zdaj mi lahko naredimo en hec, ne? Lahko bi recimo izbrali tega kužka in ga prikopirali sem, kjer je bila ta knjiga prej. Ja? In tudi, ne, pomembno, tudi tukaj nam ta možnost da, da izberemo ne samo trenutno plast, ampak vse plasti. In jaz bom zdaj kar nadaljeval na tejle plasti, tako da ne bom ničesar uničeval, ampak bom delal tukaj in izbral sample all layers. In zdaj, kako deluje Clone Tool? Za tipko Alt držite in kliknete kamorkoli na tem dokumentu, iz katerega želite črpati. Pa zdaj predlagam sledeče, da kliknete na smrček od kužka, da bomo vsi začeli iz iste točke. Torej, držim tipko Alt in kliknem na smrček od kužka. Ne? V trenutku, ko držim tipko Alt, se tudi kurzor spremeni. Ja, tako. Ja? In zdaj lahko vidite, da kamorkoli premaknem miško, da on vzame tale smrček in ga premika skupaj z mano. Ne? In če zdaj desno kliknemo in če zdaj kamorkoli desno kliknemo na ta dokument, si lahko povečamo velikost našega čopiča. Ne? Jaz si bom malenkost povečal, da ne bo tako majhen. Ne? Ja? Samo opsala, v bistvu, ja, potrdiš. Undo. Za Enter, ja. Sem. Ja? In zdaj, ne? Ker smo kliknili na smrček za tipko Alt, bom še enkrat to naredil, ne? Lahko kamorkoli, tukaj le zdaj, kliknem in začnem risati. In on bo kloniral vsebino, ki jo je videl, ne rabiš Alta držati več, samo riši. Ne? Kloniral je vsebino, ki jo je videl tukaj. Ne? Lahko tudi vidimo, da v trenutku, ko premikam jaz miško tukaj, se na tej točki premika en plusek in mi kaže, od kje jemlje on informacijo. Ne? Tako da bi lahko jaz tudi tukaj šel in kopiral okoli. Ne? Zdaj, ta orodje ima nobene pameti od zadaj. Ne? Tako kot smo recimo za Content Aware prej, ne? To pomeni, on vse, kar vidi tle, bo prekopiral sem, čoka. Ne? Kar je dostikrat problematično, zaradi tega, ker pride do, ne vem, zgube nekih informacij, ne? Oziroma pride do dobesednega kopiranja. Ja? Gre za dobesedno kopijo. Ne? Zdaj, ena umestna verzija, če gremo en korak nazaj, da zgubimo tega kužka. Ja? Ja, zato ker imaš revijo tukaj zgori in jo imaš čez. Ne? Plast imaš čez. Aha, bi mogli sem le dol. Tako. Prosim? Edit, undo. Sam drugače pa zdaj pa to še zbrišeš imaš, ne? Tako, oziroma lahko bi uporabljal masko. Ne? Imamo še eno orodje, tukaj, kjer smo imeli prej patch
tool. Imamo Healing Brush. Healing Brush je bil ena generacija naprednejša od Clone Stamp in sicer to orodje nekako poskuša ohranjati neke informacije in neko teksturo iz točke, na katero kopiramo. Deluje enako. Z tipko Alt in klikom mi najprej definiramo izvorno točko. In zato, ker deluje enako kot Clone Stamp, bi načeloma lahko, no, jaz sem trenutek izgubil kurzor. Držim tipko Alt in definiram točko. Pozorno, poglejte, tukaj imam jaz zdaj spet, ker je to drugo orodje, moram spremeniti to nastavitev, ne? Sample all layers, če bi želel kopirati, ne, iz ene plasti ali iz vseh plasti. In zato, ker sem prej izbral v Clone Stampu smrček, imam zdaj še vedno ta smrček tukaj aktiven. Se pravi, spet lahko nadaljujem enako. In zdaj, v trenutku, ko začnem risati, se bo tukaj začne pojavljati nekaj drugačnega, ne? Lahko vidite, da je malenkost drugačno, ne? Tole ni enakih barv, ne? Malenkost on poskuša skupaj dajati tisto, kar je spodaj in tisto, iz katerega hoče kopirati, ne? Stvar se malo poskuša blendati v samo ozadje, ne? Gre za en korak bolj napredno stvar, ker poskuša ohranjati to teksturo, na katero poskuša kopirati.